No, zdaj pa lahko že počasi rečemo, da so na trg končno prišli električni avtomobili, ki smo jih vsi zelo dolgo čakali. Torej, družinski, prostorni električni avtomobili z enakimi funkcionalnostmi kot pri bencinskih in v primerjavi z bencinskimi tudi vsaj zelo podobno cenovno pozicionirani. Za primer vam dam tokrat Škodin model Karoq, za katerega boste morali v prodajnih salonih odšteti nekje med 30 in 40 tisoč evri, odvisno od različice. No in nekje v podobnem cenovnem rangu se bo gibal tudi novi Elroq. No in če vam ti imeni zvenita dokaj podobno, je razlaga povsem preprosta. To je pravzaprav električni Karoq. Še preden pa pogledamo njegovo vsebino, pa kratek opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal in všečkajte ta video, če vas zanimajo prispevki o zanimivih avtomobilskih novostih. Is it also the right and affordable electric car for Slovenian market? Not only the Central and Eastern European countries are important for us, the same customer groups you have everywhere in Europe, from Germany, Switzerland, Scandinavian countries. And that's the point why we decided to develop this car. We waited so long for an affordable electric car. What is now different here? The difference is the car is 17 centimeters shorter, has less material cost, has large synergies, wide synergies with the Enyaq, which made it possible for us to drop the price. So in comparison with Enyaq, this is just smaller? It is smaller and carry over of many parts. We designed new the side panel, the rear part, but the front and interior are just carry over from Enyaq. Both cars will be assembled in Mladá Boleslav assembly line M13. But if you compare it to the cars with combustion engines, how does it compare? Yeah, the comparison is quite difficult. We always compare this car with our Karoq. Most important point was the starting price should be at level of the Karoq. When you adjust the equipment, automatic transmission or standard equipment in this car, we exactly achieve the price parity to Karoq on this level. Novi Elroq je torej dostopen električni avto, vsaj v luči današnjih razmer na avtomobilskem trgu. Seveda to nikakor ni nizkocenovnik, a umestitev v enega najbolj ostro konkurenčnih avtomobilskih segmentov v Evropi napoveduje, da pri Škodi nanj izjemno resno računajo. To je eden ključnih členov velikega načrta Škode, ki poleg Elroqa v kratkem napoveduje še 5 novih električnih avtomobilov. If this is the most important car in our portfolio, I'm not very sure. It's not most important for the next year. But afterwards we will extend our portfolio in both sides, in the lower direction and in the higher direction as well. Med temi električnimi avtomobili bo tudi novi Enyaq, ki je bil prvi Škodin povsem električen avto. No, v primerjavi z Enyaqom je novi Elroq občutno krajši, ampak razlika v dolžini gre zanimivo povsem na račun prednjega in pa tudi zadnjega previsa. Medosni razdalji pa sta med tem povsem do milimetra enaki. Dolga medosna razdalja skupaj s pogonom na zadnji kolesni par vselej dobro vpliva na vozno dinamiko. Obenem pa je Elroq v primerjavi z Enyaqom tudi za približno 150 kg lažji. To prinaša prijetne, udobne in lahkotne vozne lastnosti. Seveda pa Elroq v zavojih ni zelo športen. Ta avto je predvsem dokaj robusten, precej robustno nemški ali pa lahko rečemo v zadnjem času tudi robustno češki. Njegovi snovalci so nam rekli, da je Elroq namenjen vsakdanjim izzivom v urbani džungli. No, sam pa menim, da bo ta avto dober tudi pri vožnji izven urbanih središč, celo izven asfaltnih cest. To velja zlasti za različico s 4-kolesnim pogonom, ki ga prinašata 2 elektromotorja z 220 kW skupne moči. Prav ta različica je na vrhu ponudbe, ki sicer zajema 4 različne pogone. Največja baterija, ki jo imamo tokrat na voljo, ima kapaciteto 82 kWh. No in ob tej prvi vožnji sem prav to baterijo sam uspel tudi preizkusiti. Pri tem sem ob razmeroma dinamični testni vožnji uspel izmeriti porabo 20 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da bi že v tem primeru z enim polnjenjem prevozil več kot 400 km. In ko smo že pri polnjenju,
Na hitri polnilnici bomo lahko L-Rocka z enosmernim tokom polnili z največjo močjo 175 kW. No, na običajni javni polnilnici pa bomo lahko z izmeničnim tokom polnili z danes žal nekako standardnimi 11 kW. No in ko to polnjenje zaključimo, pa lahko po novem polnilni kabel takole, poglejte, pospravimo v posebno mrežo, ki se nahaja neposredno pod prtljažno polico. Seveda gre za novo v vrsti Škodinih značilnih Simply Clever rešitev. In po prvi izkušnji s pospravljanjem tega kabla lahko rečem, da je tale rešitev zelo preprosta, vsekakor pa optimalna z vidika prostorske izkoriščenosti. Seveda vemo, stvari bomo vselej zlagali od dna proti vrhu in vemo, kje nas bo ta kabel najbolj motil. No in ker češki predstavniki Škode seveda ne morejo iz svoje kože, so nam ob predstavitvi povedali tudi, da lahko sem pospravimo tudi 6 pločevink piva. Mogoče pa to preizkusimo ob našem testu. No, na vsak način pa s pospravljanjem kabla sem gor razbremenimo prostor pod tem dvojnim prtljažnim dnom in tako dobimo tukaj zadaj še več prostora. No, skupaj je prostornine v L-Rockovem prtljažniku za 470 litrov, kar je za približno 50 litrov manj kot pri nadpovprečnem prostornežu Karoku. S prostornostjo prepriča tudi potniška kabina, pa naj gre za zadnjo klop, kjer bodo lahko odrasle osebe zelo prijetno potovale, ali pa odlagalna mesta, ki jih je v L-Rocku za precej zajetnih 48 litrov. V notranjosti imamo tudi zadnjo generacijo Škodinega uporabniškega vmesnika. Z njim so njegovi snovalci želeli predvsem prečistiti informacije za voznika in tako od vožnje odvračati čim manj njegove pozornosti. Večji zaslon tako ostaja le na sredini, neposredno pred voznikom pa se nahaja le manjši, z zelo osnovnimi podatki. Očitno bo v notranjosti Škodinih vozil zavel svež veter. Nov oblikovalski jezik namreč narekuje nekaj novih oblikovnih rešitev, v nekaterih različicah pa je ta notranjost tudi zelo razigrana in barvita. Ta nov Škodin oblikovalski jezik se imenuje Modern Solid in seveda s svojimi posebnimi linijami in detajli močno zaznamuje tudi zunanji vizualni karakter avtomobila. No in zdaj, ko ste se novega L-Rocka dodobra nagledali, me seveda zanima, kaj si vi mislite o tem novem dizajnu. Komentirajte spodaj pod videom. No, kaj natančno se skriva pod tem zanimivim imenom, vam razložimo v ločenem prispevku. Predlagamo, da nanj kliknete in nadaljujete z ogledom.